Kako so politični žetoni zrasli za neverjetnih 667%? Zakaj je aretacija Pavla Durova v Franciji povzročila padec Toncoina? Kako je IOTA Foundation zaključila pomembno fazo za evropsko blockchain infrastrukturo in zakaj se je število Bitcoin milijonarjev letos več kot podvojilo? Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Kaj če vam povem, da je v kaotičnem svetu meme-coinov majhna politična niša presegla celoten sektor s kar 667% rastjo? Ja, prav ste slišali. V letu, ko sta celo Dogecoin in Shiba Inu dosegla zmerno rast, so Politify žetoni, podprti s političnimi strastmi, poleteli na tržno kapitalizacijo 1,9 milijarde dolarjev, daleč pred mainstream meme-coini. Letos so politično obarvani meme-coini ukradli vso pozornost, zlasti žetoni kot sta Trump in People. Čeprav predstavljajo le majhen del celotnega meme-coin trga, so ti Politify žetoni dosegli nepredstavljivo rast. Trump, navdihnjen s Trumpovim sloganom Make America Great Again, je januarja po zmagi Trumpa na republikanskih predizborih v Iowi v enem dnevu zrasel za 80%. Medtem pa People vodi s tržno kapitalizacijo 334 milijonov dolarjev. S Trumpovo najnovejšo zbirko NFT kartic, ki ponuja 360 tisoč novih digitalnih kartic, pa se zdi, da Politify navdušenje ne bo kmalu upadlo. Predstavljajte si, kakšen vpliv ima aretacija ključne osebnosti na vrednost kriptovalute. Prav to se je zgodilo s Toncoinom, ko so v Franciji aretirali direktorja Telegrama Pavla Durova. V samo 16 urah je vrednost Toncoina padla za 24%, kar je sprožilo številna vprašanja o prihodnosti te nekoč obetavne kriptovalute. Toncoin, kriptovaluta, tesno povezana s Telegramom, se je soočil z velikim pretresom 24. avgusta, ko je njegova vrednost po aretaciji direktorja Telegrama Pavla Durova blizu Pariza strmoglavila za 24%. Čeprav podrobnosti o Durovovi aretaciji ostajajo nejasne, je trg hitro reagiral, kar odraža globoko povezavo med Toncoinom in ogromno bazo uporabnikov Telegrama. Kljub temu so nekateri trgovci ohranili svoje pozicije, kar nakazuje na morebitno okrevanje, če se tržni strahovi umirijo. Vendar pa bi lahko dolgotrajni pravni spori, podobni tistim, ki so prizadeli XRP, dolgoročno negativno vplivali na ceno Toncoina. Če so vam novice všeč, se naročite na naš kanal in pritisnite zvonček, da ne zamudite naslednje epizode. Kaj je potrebno za vzpostavitev varne in razširljive blockchain infrastrukture po vsej Evropski uniji? IOTA Foundation je pravkar odgovorila na to vprašanje z uspešnim zaključkom pomembne predkomercialne faze, kar predstavlja pomemben korak k blockchain podprti prihodnosti v Evropi. S tem se IOTA postavlja v ospredje razvoja trajnostne in razširljive blockchain infrastrukture za EU. Projekt, ki se je začel leta 2020, je del širše strategije EU za izboljšanje čezmejnih digitalnih storitev. Skupaj s 7 drugimi udeleženci je IOTA razvijala prototipe, ki se osredotočajo na ključna področja, kot sta upravljanje pravic, intelektualne lastnine in digitalni produktni potni listi. Kot se IOTA Foundation pripravlja na naslednjo fazo, postaja jasno, da bo imela ključno vlogo pri oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope. Kaj se zgodi, ko najbolj znana kriptovaluta na svetu doživi meteorski vzpon? V letu 2024 se je število Bitcoin milijonarjev več kot podvojilo, zraslo je za 111%, kar pomeni, da jih je zdaj kar 85.400. Toda kaj žene to neverjetno rast? To rast pripisuje predvsem odobritvi Bitcoin ETF-ov v ZDA, ki so pritegnili veliko institucionalnega kapitala. Dominik Volek iz Henley and Partners poudarja, da je to šele začetek, saj se pričakuje, da bodo Solana ETF-i kmalu dosegli Wall Street, kar bo še dodatno povezalo digitalna sredstva s tradicionalnimi financami. Poročilo tudi razkriva 95% porast
tistih, ki imajo več kot $1 milijon v kriptovalutah, kar poudarja hitro širjenje bogastva v kriptoprostoru. To je bil naš pregled najbolj zanimivih kriptozgodb tega tedna. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo naslednjič.